Dober večer, lepo pozdravljeni na drugi okrogli mizi današnjega simpozija. Moje ime je Beti Žerovc in sem umetnostna zgodovinarka. Moja somoderatorka je Sanja Horvatinčič in prihaja iz Zagreba. Jaz sem nekako bolj priučena temi spomenikov, Sanja Horvatinčič se pa z njimi ukvarja eksplicitno, je tudi iz te teme doktorirala. Druga miza bo posvečena nekako bolj tej temi spomenikov, ki se pomembno pojavljajo tudi v tej razstavi. Poleg tega pa spominu problemom historizacije in dejansko tisto, kar sva si želele, je nekako tudi povabiti ljudi, ki so nekoliko starejši, kar je mogoče zdaj majčkeno zoprno reči, ampak tisto, kar sem jaz zelo hitro opazila pri tej razstavi, je, da so jo delali samo ljudje, ki so zelo mladi in v bistvu nimajo nekega pravega spomina na našo prejšnjo državo. Najstarejši so, tako kot jaz, rojeni tam nekje začetek 70-ih in jaz imam seveda na to samo lepe spomine, za razliko morda od tistih, ki so se pa srečali tudi s kakšnimi manj posrečenimi momenti. Zdaj prehajam na predstavitev gostov. Bom šla kar po abecedi in sicer z nami je zgodovinar Aleš Gabrič. Aleš Gabrič se je ukvarjal z najrazličnejšimi stvarmi, ampak tukaj mogoče posebej poudarimo, da se je ogromno ukvarjal z kulturno politiko naše bivše države in z odnosom Jugoslavije do umetnikov, kulturnikov, intelektualcev, tudi z šolstvom, ki je tukaj le en tak pomemben segment. Na moji desni Lev Kreft, filozof in sociolog, med drugim tudi politik, poslanec, nekdo skratka, ki ima tudi neke politične izkušnje, ki seveda v nekem govoru o spomenikih in spominu so še kako dobrodošle, če jih nekako vpletemo. Poleg tega pa seveda tudi avtor številnih del, ki se tičejo umetnosti, vloge levice v umetnosti in eno takih njegovih pogostih vprašanj je, recimo, mislim, da še vedno rečete zase, da ste marksist. Ja. In gre za neko preverjanje marksistične estetike, tako za nazaj kot danes, kaj ona zmore, pač nekako v tem smislu. Tretji gost bi moral biti Oto Lutar. Oto Lutar je sem prišel, ampak potem zaradi enih zdravstvenih zapletov v družini je na žalost takoj odšel, tako da ga bo nadomestila njegova kar tesna sodelavka na SAZU, na Institutu za kulturne in spominske študije. Tanja je še kako upravičena, da tukaj nastopa, ker je dejansko zapuščina bivše države in njena raba ali pa je izraba danes neka tema, s katero se redno ukvarja. In na moji skrajni desni Svetlana Slapšak, antropologinja, sicer mislim, da je po osnovni izobrazbi klasična filologinja. Antropologije še ni bilo v tem času, diplomirala je leta 1971 v Beogradu. Ja, 1971. In sicer piše ogromno, z področja, njene dela imamo z področja antropologije, lingvistike, klasične študije, študije spola, sicer pa tudi izjemno vidna kolumnistka in komentatorka sodobnega dogajanja v Sloveniji, tako kot tudi v bivši Jugoslaviji. Tisto, kar se mi zdelo nekako tudi zanimivo pri Svetlani Slapšak, je to, da ima neko disidentsko preteklost vsake toliko časa, zdaj pa prej sprašuje tiste zahteve in težnje, ki so jo postavljali jih takrat, ki so se potem nekako realizirale in če je dejansko ta realizacija šla v pravo smer, ker zdaj se dostikrat te stvari izkazujejo tudi kot problematične. Toliko zdaj o neki predstavitvi. Zdaj pa Tanja je pač nekoliko mlajša, se bo nekoliko drugače mogoče vključevala v to debato, ker že prvo vprašanje je tako, da
leti na te spomenike takrat, ko se jih je gradilo, ne? Ali pa v bistvu na neka predvidevanja. Ali ste si takrat, ko so se dejansko te spomeniki postavljali in bili aktivni tudi v svoji komemorativni funkciji, ali si je kdo od vas predstavljal, da bojo enkrat kasneje doživeli takšno popularnost? Mislim, če smo prej več govorili o arhitekturi, zdaj so pa spomeniki v spredi, ne? Za arhitekturo smo si predstavljali, da bo ostala in da bo vidna in da bo pomembna. Za spomenike pa ne, kajti za nas so spomeniki takrat bili del legitimacijskega sistema in ta legitimacijski sistem je spomeniki produciral svoj temeljni legitimacijski mit, to je mit partizanščine, ki jo je moral začeti razvijati zato, ker je izgubil svoj predhodni ustanovitveni mit leta 1948. No, jaz bi pa še nekaj drugega dodal, mogoče bi se navezal tudi na prejšnjo okroglo mizo, pač pri tem, ko je bilo vprašanje, zakaj se zdaj za te stvari zanimamo. Jaz bom pa tako rekel, torej tista prejšnja generacija, ki se je potem šla osamosvojiteljstvo pa osvoboditeljstvo, je svoje seveda zahteve začela postavljati, pa bom zopet tako rekel, 25 let po koncu vojne in imamo te prve velike konflikte med takratno oblastjo in novo generacijo od 68. leta naprej, pa rečemo, da so se nekje do 72. leta nekje izpeli. Torej, jih imamo takrat, ko pride v ospredje nova generacija, ki jo več ne zanima, partizanščina, pa nasprotje med predvojnim pa povojnim. In kaj se nam zdaj dogaja? 25 let po osamosvojiteljstvu imamo zopet iste dileme. Te generacije, mlajše sedaj, s katero se srečujemo v predavalnici, pač več ne zanima stara juga, pa to, ampak njih zanima njihov sedanji pogled na svet. Tisto, kar je prej bilo, ne more biti za njih katalizator, ne more biti za njih motiv, zakaj more biti, oprostite, zdaj oni prekarci pa v senci starejših. Torej gre izrazito za generacijski konflikt, ki se vedno ponavlja, kadar ne pride do normalnega spreminjanja pa vključevanja mlade generacije v sistem, v katerega pričakuješ, da bojo lahko najpomembnejši stopili. In mogoče še to, če smo si predstavljali ali pa ne, a je prvič ali bi bilo ta zadnjič na tem prostoru, da s spomenikom zamenjujemo glave, ali pa da spomenike mečemo s podstavku, ali pa da jih razstreljujemo. Pravzaprav bomo še rekli, da smo jih še najmanj po 1990, če bomo tako rekli, ki je zamenjali, pa jih ni bilo. Če imajo pa zdaj en revival, se bom pa navezal na našega uvodničarja prej, torej, ki se je nam iz Amerike javil. Seveda, Jugoslavija, tudi če gleda malce v zgodovinopisju, zakaj mogoče nekje spet več govori o njej, bi pa rekel, tudi zaradi tega, bom rekel, mogoče pa malo krize EU-ja in tako naprej, ki se nam tako ali drugače dogaja, zaradi tega, ker potem vedno pride zgodovina, ne zaradi zgodovine same, zgodovine se naučimo zaradi tega, da bi otroke zafrkavali z letnicami pa imeni, ker je takšna zgodovina nesmiselna. Ampak da vemo, kaj se je v njej že dogajalo, pa znamo primerjati s svojim časom. Torej, vprašanje, kako lahko znotraj, bom rekel, večjezičnih, multinacionalnih, državnih ali pa povezovalnih kontekstov delujemo in kakšne so bile izkušnje prejšnjih sistemov, ki so imele nekatere podobna izhodišča. Čakam naprej, da se ne bomo imeli monologa. Samo mogoče klele ena opomba, ne. V bistvu, kar se tiče Slovenije, je ta odnos do teh spomenikov, jaz bi rekla, relativno pozitiven in se lepo zanje skrbi, ne. Samo če pa gledamo ostale bivše republike, pa ta situacija ni nujno taka, ne. Recimo konkretna Hrvaška ima kar en tak izrazit val odstranjevanja teh
spomenikov od 90-ih do danes. Ne. To se pravi, te prakse se nekako zelo razlikujejo. Ne. Hrvaška ne samo pri spomenikih, konec koncev imamo tudi dobro knjigocid v Hrvatskoj, torej po domače rečeno tudi čiščenje knjižnic in vsega ostalega, torej kjer se dogaja, kjer je bilo seveda najbolj simpatično, je bila takratna ministrica Hrvaška za kulturo, ki je poudarila, da je treba iz knjižnic odstraniti vse srbske knjige in knjige v podobnih jezikih, sicer ne vem, kateri je najbolj podoben srbščini, ne, dobro, ampak pustimo te malenkosti. Ja, mogoče se je pa zareklo. Bomo pustili to. To so pač. Ja. Si ti, Tanja, hotela kaj reči? Lahko sem mogoče do Svetlana. Ja, lahko. Jaz bi prvi komentar posvetila pravzaprav razstavi v MOMI. In bi nekaj rekla nekem elementu, ki ni omenjen, ki je zame zelo pomemben kot nekoga, ki se ukvarja z zgodovinsko antropologijo, in to je kolonializem. Kar je MOMA pač sprejela možnost in muzej je sprejel možnosti in odprl razstavo s pomočjo domačih, pravzaprav native knowledge, je bil vsestransko vključen, ampak pravzaprav to zdaj postaja zanimivo nam, kar imamo legitimacijo MOME. In seveda v tej recepciji jugoslovanske arhitekture in spomenikov nikjer še nisem videla, kako so Jugoslovani oziroma postjugoslovani, če hočete, doživljali zahodno umetnost. Oziroma recepcija nikoli ni bila dvostranska. Zmeraj je bila veliki kolonialni center. Seveda danes gre za kulturni kolonializem, ki nima niti zavesti o tem, da je kolonializem. Ker ne krade ničesa, pravzaprav samo izbira tisto, kar mu je zanimivo in ustvarja sliko, ki mu odgovarja, ne da bi ona bila niti predmet kritike, niti zanimiva za dalje raziskovanje. Tako da mislim, da je problem tukaj, ki ga je morda tudi na nivoju teorije treba rešiti. Sicer mene najbolj zanimiva recepcija in v tem smislu me recimo zanima nekaj, kar sem videla večkrat in tudi fotografirala po drugih novih državah na Balkanu, in to je usoda K6. Kakšne so spontane variante na K6 danes? Še ostanki industrijske arhitekture in nekdanjega slovenskega dizajna. In tega je ogromno. V nekaterih ljudje živijo, v nekaterih se prodajo različne zadeve, modularnost je še zmeraj izkoriščena, torej res neverjetna zgodovina običajev in vsakdanjika nekih popolnoma novih društev. Na drugi strani pa je nekaj, tisti, ki ste videli v originalu razstavo, me boste popravili, če nimam prav, ampak edina stavba, ki jo jaz res računam kot utopično stavbo v tem valu 60. leta, 70. leta, je stavba gledališča Ateljeja 212 v Beogradu, ki je naredil Bojan Stupica, Slovenc, in o tej res utopistični stavbi ni niti besede. In je izjemna v tem, da je človek bil ne samo talentirani umetnik, večstranski umetnik, ampak tudi sposoben arhitekt in da je gledališčno stavbo konstruiral kot živečo utopijo nekega drugega sveta sredi socializma. In to je pa res bilo imenitno zaradi tega, ker je Atelje 212 tudi s to stavbo postal nekakšen simbol gledališke revolucije, ki se je zgodila v Ameriki in v Evropi. Ne pozabi, da so ameriški avangardni gledališki umetnici, kot je recimo gledališče Mama in drugi, da so prišli v Evropo, kar niso mogli zdržati v Ameriki nekaj leta. So bili izgnanci v Evropi in medtem so prišli tudi v Beograd na festival Bitev v Atelje 212. Torej, to so nekakšni detajli, ki govorijo popolnoma drugačni, veliko bolj barvito o tem utopijskem aspektu tega, kar se je dogajalo v teh letih. Torej, če hočete, dva ekstrema recepcije me zanimata in to je ta usoda K6 danes in ostankov K6 danes in drugo seveda ta utopična linija, ki je izjemno zanimiva. Sicer, ali sem pričakovala, da bodo ti spomeniki postali moderni? Ja. Moj zelo jasen odgovor je ja. Ker v moji mladosti, posebej ko sem bila študentka, smo se zelo zafrkavali s socrealističnimi spomeniki, ki jih je bilo povsod.
in v mojej soseski je bila kombinacija gledališča, beograjskega dramskega gledališča in kina Avala, ki ne obstaja več. In pred tem je bil spomenik mati, ki vodi otroka za roko, in to smo mi imenovali Mati pelje slaboumnega sina v šolo. In smo imeli šport oziroma performance, s katerim smo se zelo zabavali v 60-ih letih, posebej od 68. ki se imenovala Spomeniki. In to je, da smo na javnih mestih, če je atmosfera bila ugodna, izvajali te figure socrealistične. In se fotografirali, imam celo serijo fotografij, recimo moskovski delavec kadi svojo zadnjo cigareto pred odhodom domov in tako naprej, take neumnosti, ampak smo se zelo dobro zabavali s tem. Torej, spomeniki so bili igra. Potem, ko so prišli abstraktni spomeniki, oziroma betonska arhitektura, je to bila v veliki meri posledica nekega političnega projekta, ki se je zgodil 64. leta po Titovem govoru v Splitu, ko je obsodil abstraktno umetnost in so mu potem pač privatno so ga prepričali, da abstraktna umetnost je idealna pravzaprav za njegov socializem, ker nima nobene reference na družbeno življenje in na realnost. Torej, abstraktna umetnost, vzpon abstraktne umetnosti v socialistični Jugoslaviji, tudi spomenikov, seveda posledično tudi arhitekture v določeni meri, je posledica tega, da je komunistična partija zastopala, da jo manj košta, da da svobode v tem področju, v verbalnem pa veliko manj. Kjer si lahko povedal nekaj o družbeni situaciji in si lahko kritiziral abstraktne umetnosti, pa res nisi mogel. Torej, moram priznati, da je moja generacija, ki je doživela 68. kot veliko lekcijo, življenjsko lekcijo, ki jo nikakor ne bi spustila, je pač prišla do te popolne arbitrarnosti likovnega, ki je bila vladajoča v socialistični kulturi v 70. in 80. letih. In mi je v 80. letih postalo popolnoma jasno, da to v neki prihodnosti mora pomeniti še nekaj boljšega. In s tem samo končujem svoj prvo intervencijo. Izvolite. Ja, jaz na mojo srečo ne morem preveč govoriti o lastnih izkušnjah iz časa, ko so ti spomeniki nastajali. Je pa ta moment, da je vprašanje, zakaj od vse spomeniške dediščine so glih abstraktni, veliki spomeniki tako privlačni, ne samo nam, še bolj pa ljudem, ki se na noben način ne morejo postaviti osebno do te dediščine. Vsi vemo, kaj se je dogajalo, vsi vemo za fashion shows v Jasenovcu in interpretacijo modernističnih spomenikov kot vesoljskih ladij. To ni samo neznanje, to je tudi epistemološki moment, v kateri se mi zdi zelo značilen in pomemben za sploh vprašanje, kako danes razmišljamo o Jugoslaviji, kako zgodovinimo to izkušnjo, kje so naše omejitve, kje se sami zelo prostovoljno umeščamo, katere varne pozicije za to iščemo. Estetika je ena izmed varnih pozicij. Načelo vrednosti je druga varna pozicija. Moje vprašanje je vedno, a lahko gremo korak naprej. Mi živimo v zgodovinskem trenutku, ki je v tem smislu zelo poseben. Mi zgodovinimo, poskušamo razmišljati o nečemer, kar je še vedno del življenjskih izkušenj veliko ljudi v tem prostoru in milijonov ljudi na prostoru nekdanje Jugoslavije. In to življenje ni enostavno zgodoviniti. In bistveno vprašanje je, kako to delamo. Modernistični abstraktni spomeniki so privlačni prav zaradi tega, ker dovoljujejo idealizacijo in tudi vpisovanje različnih, včasih zelo originalnih pomenov. Zdi se mi pa, da se podobne primerljive stvari dogajajo tudi na politični sceni, tudi na nekih drugih scenih, aktivističnih in tako naprej. Mi bi danes zelo radi govorili o partizanskem mitu, ki je za nas pomemben, se mu moramo vračati, ker povsod spet vzhaja fašizem, ampak na nek način se za nas partizanski mit končuje leta 1945. Vse, kar je bilo potem, to je neka kontaminirana ideologija.
kot da so to eni drugi ljudje, kot da so vsi, ki so bili partizani, nekako nehali obstajati in so Jugoslavijo potem zgradili neki birokratčiki, partijski komunisti, ideologizirani, smešni ljudje in tako naprej. Torej, to partizanstvo bez partizanov in na nek način ta socializem, ki dejansko na noben način ne sloni na realni izkušnji življenja v Jugoslaviji, je premik, ki se mi zdi zelo simptomatičen in ki mislim, da zasluži resen premislek in tudi za nas, ki smo se zbrali danes tukaj. A lahko govorimo o K67 brez razmišljanja o tem, da je v tem konceptu bilo razmišljanje o tem, kako ljudje, ki bojo delali v teh trafikah, se bojo počutili čim boljše. Modernizem ni bil samo estetski, saj je nekdo tukaj, ki lahko o tem govori veliko več kot jaz. Stambeni kompleksi Mušiča in ostalih arhitektov so predvsem temeljili na razmisleku o tem, kako bojo živeli ljudje. Zdi se mi včasih, da s prevelikim osredotočenjem na estetsko, na vrednost, na to, kar je v neki momi, bo prepoznano kot vrednost, prehitro zavržemo kompleksnost, ki je bila tudi včasih smešna, včasih seveda predmet parodiranja, ampak so tudi zelo jasni podatki, ki kažejo, da je jugoslovanski projekt tako v arhitekturi kot na drugih področjih bil izrazito modernistični v vseh možnih pomenih. In mogoče to znam. Slobodno. Sad smo mislili, ja ću morati na hrvatskom pričati, žao mi je, ja ne mogu slovenski reproducirati, mogu ga pasivno konzumirati kao jezik. Sada ćemo prijeći na pitanje koje se, odnosno na temu koja se tu već negdje otvorila se i u prošlom panelu, a to je pitanje historizacije, odnosno davanja okvira samom fenomenu koji je na ovoj izložbi o kojoj danas govorimo prisutan. Naime, podnaslov izložbe je, dakle, arhitektura u Jugoslaviji od 1948. do 80. Naravno, postavlja se pitanje, a imajući u vidu da je naglasak izložbe na vezi između arhitektonske produkcije i društveno-političkog i ekonomskog sistema, zašto upravo 48. godina, jer ako govorimo o stilskim odrednicama, ona ne igra nužno, dakle, ulogu, pogotovo kada je riječ o spomenicima, a onda zašto i ta 980. Da li je to zaista onda pitanje perioda Titove doktrine, ili možemo govoriti o nekim drugim opravdanjima toga vremenskog okvira. I molila bi vas zapravo da komentirate temu koju se već spomenula ranije, a to je tema kontinuiteta, odnosno načina na koji se društveni pa i estetski fenomeni, neki idejni nositelji onog modernizacijskog progresa koji dolazi nakon uvođenja socijalizma, mogu komentirati i šta zapravo znači ovakvo ograničavanje u nekom smislu periodizacije. Kar se tiče zgodovinjanja, sem pa jaz pač pripadnik stare šole, mogoče celo umetnostno-zgodovinske, ki je prepričana, da lahko zgodoviniš nekaj samo, če greš na nek način v to obdobje in z njim, ne pa stališči svojega časa, da se tu začne znanstveni pristop. Ko dopustiš nekemu času, da svoje želje, strasti in seveda tudi groze pač pokaže na svoj način. In drugo, da tu ne gre za oživljanje, tu sem pač na neki način naslednik svojih študij Walterja Benjamina, da ne gre za oživljanje, ampak gre za to, da v trenutku nevarnosti šele prepoznaš, kar je že v preteklosti bilo v nevarnosti. Te trenutki nevarnosti, ki so danes, so zelo pomembni. Kar se tiče pa
te Jugoslavije po Jugoslaviji, jaz ne bi rad bil Jugoslavija po Jugoslaviji, čeprav sem tam bil 40 let. Tudi jaz bi bil rad vedno v sodobnosti, tako kot naši študentje. Vendar, kje je tisti začetek razumevanja tega, o čemer govorimo? Mislim, da v trenutku, ko Jugoslavija ostane sama, zato je leto 1948 pravilno izbrano, takrat, ko ostaneš sam, moraš razmišljati o tem, kako boš o sebi govoril sam sebi. In ta Jugoslavija pravi, napačna predstava sovjetske, zdaj pustimo vse druge stvari, ideološke, cel pokih je ta, da obstaja ena sama pot v socializem. Obstaja cela množica poti v socializem, vsakdo si lahko izbere svojo, poizkusi, propade, se nekaj novega začne in tako dalje, in tudi mi imamo svojo, ki nam najbolj ustreza. Ta pozicija odpira ustvarjalnost pa inovativnost, ker si moraš sam zmisliti, kako boš šel pa kam. In hkrati naprej trdo, da te komor ne vsiljuješ, pa ne rečem, da nismo nikoli vsiljevali, ampak v osnovi to trdaš. In v tem smislu se odpre prostor dejansko za možno veliko, dejansko neko ustvarjalno dejavnost. Skratka, modernizacija pri nas ni bila mišljena samo ubogaj center. In delaj tako, kot partija veleva. Na drugi strani seveda je pa treba reči, da obstaja pa seveda nekaj, kar ostane iz starega režima, stare strukture pred letom 1948, in iz tistega, kar se je cela ta generacija učila, kako se, ob tem, ko je bilo prej rečeno, da niso dosti znali, ko so prišli, da niso bili izobraženi, da so bili dostikrat nebogljeni, hkrati so pa vedeli, kdo mora vladati. In tu je pa seveda obstajala pogodba med vso kulturo in politiko, Zvezo komunistov, ki ni htela več, da bila partija, pa smo ji vsi rekli partija, iz jasnega razloga, ker se je seveda vse lahko postavljalo pod vprašaj, ali pa celo vse se je lahko razvijalo, razmišljalo, z domišljijo ustvarjalo na novo in tako naprej, razen tega, da ima partija vodilno vlogo. In razen mita legitimacijskega, ki seže od mita partizanstva do kulta maršala Tita. Tega pa ni smela nobena stvar v kulturi postaviti pod vprašaj. In če se samo v enem romanu pojavilo ime Sitar, so vsi vedeli, da je to stari. Mi vemo, zakaj gre. In tisti trenutek je ta roman prepovedan. Samo zato, ker je noter Sitar. To so take stvari, ki so povedale, kje pogodba deluje, kje pa ne. Kdor se je gibal po robu, je to seveda zelo dobro občutil ves čas obstoja Jugoslavije. Bi samo sem potrdil, seveda gre za dve simbolni letnici, ki se vedno uporabljata zelo simbolno, čeprav so pa prehodi na različnih področjih seveda izrazito različni. V političnem smislu se dejansko pol ta odmik, ki se 48. nakaže, s premišljovanjem se pokaže celo nekje 50-51. leta, pravzaprav v kulturniških vrstah, ne šele tudi ne s Titovim govorom, konc koncev mislim, da ima že kar dela enkrat 53-54. leta, pa če reče, pa dejte lepo vas prosim mir, nekaj zabavne glasbe pa ne more našega socializma ogroziti, ker tudi jaz predstavim kanal, če imam dosti resne muzike. In če 51. leta že slovenski poročevalc objavi anketo, ali naj radio, tako še televizija še nimo, vrti jazz ali ne na svojih kanalih, je to že pokazatelj, da nimamo več tistega klasičnega. Torej, v gospodarskem sistemu bi lahko rekli, se ene pravzaprav smeri pokaže šele v drugi polovici 50. let, ko gremo v to potrošniško družbo, ker pravzaprav večina teh proizvodov, o katerih so že prej govorili arhitekti, se približno pojavi na jugoslovanskem tržišču, oziroma jih začnejo jugoslovanska podjetja delati nekje med leti 53-57. So vse te novosti, ki jih delamo na novo, deloma kopiramo tisto, danes bi temu rekli kraje intelektualne lastnine, deloma si pa kaj izmislimo na novo, konc koncev 60. leta, kar je malo manj znano, se poskušajo iti nekateri celo korporacije z zahodnimi družbami. Par takih primerov imamo, ki so seveda dajali potem zelo dobre rezultate. Morda bi pa sem še opozoril eno, seveda, ko imamo pa ta tudi družbeni dogovor med, mislim, da se uporabil ta pojem, torej med oblastjo in intelektualci, pa treba vedeti, da dejansko z vsakim desetletjem se Jugoslavija bolj konfederalizira. In od konca 60. let je to že pravzaprav z ustavnimi zakoni iz konca 74. zastava samo potrjeno, imamo pa seveda lahko te plime in oseke so lahko po republikah zelo različne, kar pomeni, kar nekateri slovenski gledališčniki ne morejo v Sloveniji igrati, lahko prizorijo v Steriji in Pozorju. Ker Hrvati ne morejo pisati v hrvaškem jeziku po pismu,
lahko objavijo v Sloveniji in tako naprej. Seveda, pa še mogoče še eni točki, ko sem spomnil, ko je gospa Slapšakova rekla, socialistični realizem pa vse te prehode sem ali tja. Seveda, pogled, ki smo ga prej imeli skozi tiste komentarje, se mi točno zdaj tudi tipično ameriški. Prvi se lahko vprašamo, zakaj bi bil svet deljen na vzhod ali zahod v umetnosti, estetiki in politiki. Konec koncev, sam sem se najbolj zgrozil pa te najbolj grozne dečke, mame, ki jih peljajo osnovnošolke, oprostite, od Salt Lake Cityja, torej od hotela do njihovega parlamenta, hotela zgrajena za olimpijske igre, mimo parlamenta Utah države do predsedniške palače. Ja, oprostite izrazu, tako grdega socrealizma z mamami, ki peljajo svoje otroke, kaže pa te begunce, mormone, ki pridejo in naselijo Juto. Oprostite, takšnega socrealizma v Jugoslaviji nismo imeli. Ne? Je treba pač povedati. Ga najdeš pač v ameriških mestih. Ne? Ja, ja. V bistvu tukaj to vprašanje periodizacije se zastavlja tudi zaradi tega, ker taka periodizacija seveda te na nek način pogojuje, omogoča ti govoriti en tak res relativno pozitivističen narativ. Ampak tisto, recimo, kar je bilo zame že prej zelo zanimivo, ko sem primerjala te različne umetnostne zgodovine po Jugoslaviji, je, da se v bistvu to obdobje se periodizira različno. Recimo mi in Hrvati bomo delali en tak gledali bomo umetnost od leta 18 do vojne in potem bomo gledali šele po vojni naprej. Recimo srbska umetnostna zgodovina praviloma gleda to drugače in veliko bolj organsko. V bistvu ta generacija ljudi, kot recimo, če bi rekli v slovenski umetnosti med kiparji, bi bili to, Kalin, Putrih in tako naprej, to so ljudje, ki začnejo delati pred drugo svetovno vojno in potem z istim tipom nadaljujejo tudi po drugi svetovni vojni. In klele v zadnji je tudi ena ilustracija, ki naj bi prav to majčkeno ponazorila. In sicer imamo 3 sopostavljene spomenike, ki so bili postavljeni 2 pred vojno, en pa po vojni, te 2 sta že oba uničena. Najbrž, mogoče vam je tale zanimiv, ga niti ne poznate, stal je v Kopru. Koper je bil takrat pod Italijo in se je zgradil ogromen spomenik Nazariju Savru, ki je bil, mislim, da avstro-ogrski državljan in je pač prebegnil na italijansko stran in tako naprej. Potem Dolinar je gradil tale spomenik v Skopju. Je spomenik padlim dijakom, vojakom, to se pravi vojaškim četam, ki so bile sestavljene iz zelo mladih ljudi in je pač vezan na Prvo svetovno vojno in potem imamo po vojni spomenik. Tisto, kar je tukaj zanimivo je, da gre za in tipološko in slogovno za skrajno podobna dela. Pa ena gradi fašistična Italija, drugo monarhija Jugoslavija in tretje potem socialistična Jugoslavija. Kar pomeni, da se je nek diskurs izpred vojne pač premaknil v to obdobje po vojni in izginil šele sred 50. let, ko so kiparji in pač te ustvarjalci pred vojni začeli umirati. Tukaj je bil zame vedno je zanimiv moment, da se je vedno rekli, da so socrealizem k nam prinesli Rusi. Ko to majčkeno bolj pogledaš, to zgodovino seveda niso prinesli nič, ampak absolutno nič takega, da bi bilo karkoli novega ali pa drugačnega. In potem sem se jaz vedno spraševala, je mogoče ta diskurs, kjer se sploh majčkeno potiska v ozadje ta socrealizem, pogojen tudi s tem, da se dejansko zna, da znotraj tega naj tudi kakšne fašistične, nacistične umetnostne vplive. Umetniki pred vojno so bili recimo navdušeni nad raznimi kiparji nemškimi, tipa Arno Breker, Torak in tako naprej. Mogoče kakšen komentar? No, mirno bi lahko rekli, da se socialistični realizem v Jugoslaviji začne z Meštrovićem, Ja, tudi kle se vidi, kako ga posnemajo malo, No, ampak drugače pa, ja, socialistični realizem deluje na teh terenih seveda že od trenutka, ko nastane. Jasno je, da nastane zato, da ni enak v deželi, v kateri vlada kapitalizem in to še tak, bi rekel, rahlo zaostalega tipa,
mislim na staro Jugoslavijo, ne. Tukaj mora biti kot kritični realizem in ta kritični realizem ima ogromno zastopnikov, se drugače ne bi bilo spopadanja na levici, ne. S kom bi se pa kar leža spopadal, če se ne bi socrealisti. In cela mlada generacija partijska, ki je bila levo od Tita, ko Tito skuša prevzeti partijo v svoje roke, je bila socrealistična, zato ker je bila tudi stalinistična do konca, se je učila na tem. To je generacija 37, 38, 39. Ko imate v partiji več različnih skupin. In ta radikalna skupina je stalinistična in socrealistična in to umetnost ustvarja in se bojuje predvsem proti nadrealistom. Nadrealiste omenjam namenoma, ker imajo vpliv na to, kar se pri nas v umetnosti po vojni dogaja, izjemno močen, čeprav v Sloveniji nadrealizma praktično ni bilo, zato mi tega ne jemljemo tako resno v obzir. Ampak Jugoslavija je bila dežela na teh ob mainstreamih skrajnih točkah, je imela tako konstruktivizem kot nadrealizem in del tega, kar se v umetnosti po vojni dogaja, je seveda tudi to, da sta se med sabo začela pogovarjati pa mešati in je nastala neka zmes vplivov, ki je drugje ni mogla nastati. Ne. Imate med vojno, mi ne moramo govoriti, da socialističnega realizma med vojno ni, ne. Da ni del te tako imenovane velike partizanske ustvarjalnosti. Jasno, da je. Ne. Verjetno bolj Vladimir Nazor kot do druga, ampak še vedno je tega dosti. Po vojni so 3 leta premalo, ne. To traja še naprej, ne, in seže seveda tudi v temeljni koncept partizanskih westernov, ki šele pozno dobijo neko drugačno noto. Seveda so tudi kritični partizanski filmi, da se razumemo, tudi že iz tistega časa, drugačni. Ampak mainstream je izrazito socrealističen po tem, kako ponuja junake in na kakšen način jih povzdiguje. Pravi, socialistični realizem pri nas kar ima več obdobij, različne podobe, ampak vedno je socialistični realizem. Socialistični realizem pa ni slog, socialistični realizem je tudi to, pravzaprav, da se ve, kdo vlada, ne, v kulturi. Ne, je tudi neke vrste pogodba. Jaz nikako Meštrovića ne bi dala v socrealizem, oprostite, to je ekspresionizem, ki teži multikulturnosti in multietičnosti. To je jugoslovanski program. Patetičen seveda, ampak ni socrealističen. Drugo, kar hočem reči v zvezi z interpretacijo teh 3 spomenikov. Kaj je popolnoma identičen element vseh 3 spomenikov? Ženska, ki nima nobenega kontakta z moško skupino, ki označuje narod, skupino, karkoli, borce. Ženska je zmeraj abstraktna in njeno telo služi tem, posebej v tem fašističnem, da kaže, jaz sem ženska in sem abstraktna zaradi tega. Me ni v družini, me ni v družbi, me ni nikjer in zaradi tega sem abstraktna. Zaradi tega sem lahko vdova, tista, ki trpi, trpeča, borba. Vse abstraktno je žensko telo v evropski umetnosti 19. stoletja od francoske revolucije pa naprej. Torej, realna ženska ne obstaja na teh spomenikih. Ona je abstraktna, ločena, tako kot je ločena svoboda na Arc de Triomphe v Parizu, kjer svoboda vodi narod, ampak nima nobene komunikacije z narodom, ki je spodaj in ki sploh ne gleda svobodo. Torej, položaj ženske je tak, ki opredeljuje tudi socialistični realizem in v tem smislu je socialistični realizem oziroma umetniška produkcija Jugoslavije bila izjemno originalna, kar imate pravega feminista, ki vse svoje filme organizira po ženskem principu in po revalorizaciji ženske in to je France Stiglitz. Od Doline miru, kjer imate Črnca, ki je pravzaprav mati, vse vreme in se obnaša kot mati, pa do 9. kroga, kjer ženska opozarja moškega, da je koncentracijsko taborišče zadnja točka, pod katero ni več humanosti in se mora umreti, da bi se preživelo, da bi se etično preživelo. Torej, ta feminizem socialistični ali pa recimo v drugem filmu, ki je izrazito feminističen iz istega obdobja, 54. leto, Anikina vremena. Po Andrićevi prozi, kjer je režiser Pogačić popolnoma obrnil Andrićevo izrazito mizogino prozo v nekaj drugega in pokazal, kako je živela ženska na Balkanu. Kaj je z njenimi željami, kaj je z njenim socialnim položajem, kaj je s seksom in tako naprej in tako naprej. Torej, te variacije so bile izjemno zanimive, pa tudi recimo Vjekoslav Afrić je naredil neko podobo zgodnjih Slovanov s tem, da je izkoristil pravzaprav dekoracije in vtis havajske komedije na plaži
ampak je v njo umestil Slovane, ki veselo pojejo, ampak v tem filmu ženska izbira svojega moškega in cel zaplet je okrog tega, da ženska hoče svojega moškega, ki ga je ona izbrala. Torej, so nekatere specifičnosti, ki jih ne smemo pozabiti, nikakor. Kar se tiče socrealizma in tega življenja v socrealizmu, skoraj sigurno je avangarda, komunistična avangarda želela, da tudi v verbalnih umetnostih, predvsem v književnosti in gledališču, pove nekaj drugega, nečesa drugega. In zadeva je šla zelo, zelo težko. In zaradi tega se je književnost, partizanska književnost, od herojskega črno-belo modela v 60. in 70. prelevila v čisto neverjetno zanimivo psihološko igranje, psihiatrijske analize, partizan sedi pod bukvo in premišljuje 60 strani in tako naprej. Ta književnost je bila neverjetno dolgočasna, ampak je to bila književnost, ki je bila sprejemljiva in šele, ko je vstopil grobi realizem, je oblast reagirala, ker to je bila kritika sistema. In nekaj je še zanimivo v tem, recimo, kontinuiteti oziroma diskontinuiteti, v katero jaz malo bolj verjamem v tem kontekstu, je, kaj se je zgodilo z umetnostmi, nacionalnimi umetnostmi in spomeniki po jugoslovanski vojni. Imeli ste hiperrealizem, Dražo Mihajlovića v hiperrealistični obliki, Franjo Tuđmana v hiperrealistični obliki, ali pa pozneje tudi v mešanici brutalizma in hiperrealizma. Imeli ste vse sorte, ki so predvsem morale biti zanimive pripadniku nacije, torej enostavne, realistične, z drugimi besedami nazaj v socrealizem. In ta sprememba se lahko vidi na vseh spomenikih junakom jugoslovanske vojne, na celem terenu, recimo na Kosovu, spomenik tisti družbi, ki so jo Srbi celo ubili, a ne v njihovi hiši, to je hiperrealizem, potem pa srpski spomeniki četničkim junakom, a ne, vse hiperrealizem in tako naprej, pa recimo novi spomeniki v Beogradu, nekem ruskem caru, pa neke, torej vse nove prigode, podobe. Makedonijo sem pravkar hotela vzeti v usta. Namreč gre za to, da se ponavlja isti proces, ki se je zgodil v nacizmu, fašizmu, oziroma prvo fašizmu, nacizmu in potem v Sovjetski zvezi. In to je, da se nesramno preoblikujejo motivi iz antične skulpture. Konc. Ta prežvakovanja antične skulpture so pravzaprav osnova vsakega totalitarnega umetniškega državnega projekta. In on se seveda v najbolj čisti, najbolj primitivni formi pač pojavi v Skopju in v projektu Skopje 2014. Tisti, ki ste bili v Skopju, ste videli, to se ne da opisati z besedami. Tako da moram priznati, da sem kot antičar imela posebej šoke z gipsanimi fasadami in figurami, ki razne barve puščajo res pod repom Aleksandrovega konja. Tako da, kakorkoli že, to je pač socrealizem, ni samo zgodovinsko opredeljen, ampak je tako ideološko globoko opredeljen v novem času, da se bojim, da bo ta linija bo še za raziskovanje in bo tega še več in več in bomo tisto abstraktno umetnost cenili veliko več, kot je to MoMA uspela. Dam samo en primer. Dražgoški spomenik. Videla sem ga prej, ko je bil osamljen in skupaj z grškim kolegom sva debatirala o tem, kako je postavljen tako kot antični teater. Tako da publika sedi na ravnem obronku nekega prostora in gleda prostor, ki je pravzaprav obrnjen k horizontu. In se vidi horizont kot ozadje drame, ne? Torej velika slika. In zdaj, ko sem gledala posnetke iz Dražgoš, predvsem z desničarskimi komentarji, ki so seveda najbolj nori, je pravzaprav se pojavilo nekaj čist novega, česar nisem videla to prej. In to je, da Dražgoše kot nekakšen odprti nar ima smisel edino, če je poln ljudi. In šele, ko je poln ljudi na vseh nivojih in ljudi, ki sedijo zunaj in gledajo predstavo,
pravzaprav ta zadeva dobi določen značaj. In to je zelo, zelo zanimiv značaj, živost spomenika, torej uporabnost spomenika v nekem smislu. Kar ni primer z drugimi abstraktnimi spomeniki, recimo Jasenovac, Kozara, Kruševac, Kragujevac, vse to, kar poznamo, Tjentište seveda, ki se je za kratek čas pojavilo, ki je pokrito mahom, vse ruševina v groznem stanju je, ki pravzaprav delujejo meni kot nekomu, ki je navajen na arheologijo, kot osamljeni žrtveniki nekega izgubljenega kulta iz preteklosti, sami v prostoru. Tako da novi aspekti teh spomenikov ne samo, da zaslužijo novo interpretacijo, ampak zaslužijo tudi novo razumevanje prostora, kjer so nastali zdaj v novih zgodovinskih in kulturnih okoliščinah. Jaz sem dodal, mislim, da je pri socrealizmu oziroma socialističnem realizmu, če bi računali tisto orto varianto, ki naj bi uvedli Sovjetske zveze, ker se je takoj poskušali z prevodi vse jugoslovanske jezike, torej iz Fadjejeva, Ždanova, vse to, pravzaprav tega je izrazito malo. Če konc pa pogledamo tudi te spomenike, torej tudi, rečemo Dolinarjevega na sredi. Če boš ti dal današnji mladini, ki v tem ni podučena, anketo, kaj to predstavlja, vprašanje, koliko jih bo dalo ali pa katerim drugim, kar jih bi na prvo žogo ocenili kot socrealistične, dal ta komentar, da gre za izrazito propagandističen. No, evo, prejšnji mesec, ko sem se okoli tistega Doma kulture v Varšavi sprehajal, jaz se ne spomnim, da bi pri nas enostavno imeli spomenike, ki so približno enako kot tukaj, ampak seveda, knjigo, ki oba, se vidi, da je Leninova pa Stalinova. Tako izrazitega tega pri nas na ta način ni bilo. Seveda, eno je pa tudi pol abstraktna umetnost, mislim, da ima lahko v nekaterem smislu ponekod kontekst nekaj prikazati, če imaš ti cerkveno arhitekturo na enem hribu, na nasprotnem hribu zraven postaviš veliko partizansko grobnico, po domače rečeno, z enim konkret betonom, ima seveda simbolno funkcijo proti tistemu, ki ga nagovarja. Na drugem hribu, kar se nam dogaja po 1990 ali pa zadnje desetletje zopet enako, kjer imaš partizanski spomenik po spredi postavil dvakrat večjega s farnimi ploščami. Ne? Torej, da se nam ponavlja. Torej, mislim, da je vprašanje tudi tega, kako se nekatera stvar bere. Ker marsikar tistega, kar bi ocenili, že konc 50-ih pa začetku 60-ih let, lahko rečemo, da je en realizem, ampak vprašanje, če bi anketiranci, če bi jih danes sprašvali, bi rekli, ali to legitimira prejšnji režim, ali bi rekli, oprostite, to je pa padlemu partizanu. Torej, čisto preprosto in ga ne bojo šli legitimirati z določenim sistemom ali z njegovo ideološko konotacijo. Pa morda sem še to, seveda, mislim, da se je ponekod tudi z besedo še marsikje, ki je pol natisnilo in pisalo, seveda pa stvar, kako zdaj to bereš. Po domače rečeno, sam sem premišljeval, ko so me sprašvali, kaj si mislite o preimenovanju našega letališča, tako kot je pač poimenovano. Zdaj sem rekel, moj odgovor bi bil verjeten, nobeden od teh, ki je predlagal preimenovanje v Jožeta Pučnika, ni bral tekst Jožeta Pučnika Kult osebnosti. Ne? Ga ni bral, ampak če si ga takrat bral, mislim, da je bil 57. ali da je bil objavljen, v njej ni besede, niti z besedo Tito omenjen. Stalin je pa kdo drug. Ampak kaj si je takrat povprečen bralec mislil, ko je tisto bral? Asociacija je povedala pa lahko vse. Tudi pa Švejku. Vse tam ga celo reče. Aj ne, cesarje so nam ali Franci nam šicenili, ne vem kako reče. Ne, Ferdinand, da so nam šicenili, celo ime pove. Švejk se izda. Mogoče, čisto na začetku. Ja, Ferdinanda so nam šicenili. Ampak recimo, če gremo zdaj recimo k tem spomenikom in k tem nekemu temu prehodu, iz socialističnih spomenikov v recimo v neke modernejše oblike. To je nekaj, kar se ne zgodi samo znotraj tega, ampak se dogaja recimo tudi znotraj splošno, recimo likovnega polja, tudi najbrž arhitekturnega. In sicer tisto, kar je, da na neki točki, skratka leta 1948, se nenadoma pogovarjajo o tem, da bo treba stvari zastaviti nekoliko drugače. In v bistvu tukaj, kar se zgodi, je, da začnejo govoriti o nekem konceptu drugačnem umetnosti, hkrati so pa zelo nesposobni definirati
kaj bo zdaj ta novi koncept te umetnosti. V bistvu govori o nekem novem humanizmu, skratka najrazličnejša poimenovanja so, ampak kako bi pa zdaj izgledala ta umetnost, če ne bo socrealistična in če hkrati ne bo zahodna, ne, ta tipičen buržoa tip umetnosti, kaj to sploh bo, jim pa ni nekako jasno. In to polje ostane odprto in tako kot jaz vidim te stvari, ne, je dobesedno to, da se nam začne potem znotraj tega dogajati ta klasičen buržoa tip umetnosti za zahoda, ki se ga potem tudi lepo spušča v ta prostor preko tega, da v Jugoslavijo prihajajo res velike razstave zahodne umetnosti, za katere ni šans, da jih recimo danes dobimo. Te razstave so hodile tako po več jih na leto, krožile so po celi Jugoslaviji, mnoge od njih smo potem lahko videli tudi v Moderni galeriji. Recimo za kiparja je bila zelo pomembna ta, ko ste jo videli prej, to je Henry Moore iz leta 1955, vidite, da je šlo za neko ogromno, lepo razstavo. Tisto, kar je zelo zanimivo, je pa tudi to, da so zelo redno prihajale razstave ameriške umetnosti in to takrat takega značilnega, skrajno individualističnega pač tipa ustvarjanja, to se pravi abstrakcija, mogoče če greš še naprej, ne, takole recimo ko vidimo eno takole postavitev, kakršna je bila leta 1961 v Moderni galeriji. In tisto, kar zdaj mene zanima, če mogoče od vas lahko kdo komentira, ne, je to, skratka, grejo v neko smer, kjer bi želeli morda nek drug tip, neko tretjo pot, ampak tisto, kar se nam zgodi, je predvsem neka zelo zahodni umetnosti podobna umetnost, ki pa ima edin resen manko ta, da nima trga. Vse se dogaja brez trga, ne. Recimo, tudi prej, ko je Boštjan omenjal te hotele, bolnice, vse se je opremljalo z umetnostjo, recimo z raziskovanjem tega imamo resne težave, ker ni nobenih arhivskih gradiv, ni česar, ker očitno se je hodili samo direktno do ljudi, se je malo stvari, se jih obešali po stenah, ne, to se pravi, situacija je bila zelo specifična v tem, ne, da je manjkal ta tržen model, vse ostalo se je pa smelo tako kot na zahodu in potem dobimo en tak podoben tip umetnosti in podobne zahteve po avtonomiji, ki se jih potem tukaj mogoče realizira nekoliko drugače. Ja, en aspekt je seveda odsotnost trga, drug aspekt je, pravim še enkrat, družbena nepomembnost umetniškega dela, ki ni realistična. In ta politika se zelo jasno vidi v recimo založništvu od 50 let do 55-56, dokler ne postane bolj komercialno. In to je, da se prevaja iz Sovjetske zveze, iz ruščine in iz zahodnih jezikov. Vse se prevaja. Neverjetna aktivnost prevajanja, ki kaže ne samo na določene ideje kulturnega razvoja, ampak tudi na politiko, ki je zmeraj bila najbolj pomembna v Jugoslaviji, in to je, kaj je koristno za komunistično partijo. Za komunistično partijo je koristno, da dobiva tuje kredite, da dobro stoji na zahodu in da dobro stoji na vzhodu oziroma nekonfliktno. In to je nekako vse. In v to politiko je treba uračunati tudi umetniško svobodo, dopustnost in ostalo. Ampak so nekateri projekti, ki še danes, nažalost, samo ena skulptura je rekonstruirana, drugače pa ni rekonstruiran celoten umetniški projekt, ki združuje arhitekturo in likovno umetnost, in to je dubrovniški hotel Libertas. Ne vem, če se ga spomnite, fenomenalen, sa tapiserijami Jagode Bujić, skulpturami, ena je rekonstruirana 2012, tisti konjeniki iz predvorja. Torej, nekateri projekti so kompletno umetniški. In tisto, kar je najbolj zabavno morda v tem odnosu, kaj je koristno za nas, je tudi to, da po 68. letu v Beogradu darujejo študentski organizaciji bivši dom oficirov. In to postane kulturni center, študentski kulturni center, ki še danes obstaja. V njem veselo Marina Abramović se reže žiletko
v začetku 70-ih in drugi umetniški eksperimenti vseh barv, vseh možnosti in partije popolnoma nima nobenih reakcij. Ampak v trenutku, ko Dunja Blažević iz nomenklaturne družine in Žarana Papić tudi iz nomenklaturne družine organizirata 78. leta pogovor drugca, drugarica, tovarišica, o položaju žensk v socializmu, nastane velika partijska akcija zoper feminizem, ki prihaja z Zahoda in ga ne potrebujemo in tako naprej in tako naprej. Torej, do trenutka, dokler se ne gre čez tisto nevidno mejo cenzure, ki uradno, kot veste, ni obstajala v Jugoslaviji, ko se ta meja prečka, nastane škandal. Nastane tisto množični telegrami radniškega razreda, ki ne more prenesti neko sceno v gledališču, ampak neko knjigo ali pa karkoli, in se reagira zelo, zelo ostro in postane pravzaprav v 70-ih, tisto smo imenovali svinčeno obdobje, kar je ta kontrola umetnosti in posebej verbalne umetnosti bila izjemno ostra. In seveda tudi to so recimo odkrili agenti UDBE, da na filozofski fakulteti Tite imenujemo Steva. Steva je bil pač delavec na fakulteti, ki je za 10 dinarjev imitiral Tita. In je Tito bil Steva, ne? In so tudi to razkrili oziroma razvozlali. Torej, kontrola je bila neverjetna, ne? In v tej neslobodi, seveda moram priznati, da mi je abstraktna umetnost in spomeniki so mi bili izjemno antipatični, kar so pravzaprav poudarili privilegiran položaj recimo Bogdana Bogdanovića, ki si je lahko dovolil vse, ne? In platoničarske eseje in karkoli. In ko so študente hapsili oziroma aretirali 83. leta, je kot župan Beograda delegacije odgovoril, za študente je mesto v zaporu in tako naprej. Torej, neka negativna, izrazito negativen odnos do sodobne umetnosti, do abstraktnosti je že bil razvit konec 60. let. Jaz bi pa mogoče še eno stvar dodal. Jugoslavija, zdaj pa pridemo do tistega, kar je bilo že prej omenjeno, the land between. Od 50. let naprej je znala tudi izobraženci zelo dobro izkoriščati ta položaj vmes. Prej je bil že omenjen, ko smo imeli arhitekturni del, torej arhitektura na kongresu jugoslovanski, ki so imeli seveda tudi tuji goste, od Moderna galerija, potem Beograjska moderna galerija, pravzaprav imajo ta gostovanja. Jaz sem sam enkrat še prešteval približno gostovanja tujih torej kiparjev na Forma Vivi, torej prvi Forma Vivi v Kostanjevici, ker vidimo, da so na prvem mestu so japonski, seveda pa še posebej po 6 letih, torej po Skopju, pa ta efekt japonskosti, odkrivanje Japonske, pa po velikih japonskih razstavah v Londonu, pa seveda s Kenzom Tangejem, pa obnova Skopja. Nekje drugo, tretje mesto so Zvezna republika Nemčija, ZDA, torej ta prvo je torej nek neznani svet. In potem, torej, filozofi od 60 let, torej korčulanska srečanja, ker je bila Jugoslavija ena redkih točk, kjer so lahko skupaj prišli vzhodni ali zahodni. Podpredsednica mednarodnega pena Mira Mihelič, ko začne v 60 letih organizirati blejska srečanja, mislim, da je lepo napisalo v spominih, ne vem, za katero trenutek, za katero srečanje, prav so vzhodno-nemški pisatelji rekli, če bo pa ta prišel iz zahodne Nemčije, pol pa mi ne pridemo. Pa jim je pač sporočila, da ona ne bo nobenemu odpovedovala. Boste prišli ali ne boste. In tudi v takih trenutkih je lahko prišlo do neugodnih trenutkov, ki je pač Nobelovec Heinrich Böll izkoristil večerjo, da je prišel do večerje, pa ti to lepo naštel ene par ljudi, ki so takrat pisateljev, ki so takrat v zaporu. Torej tukaj, Jugoslavija je imela, saj ti jugoslovanski izobraženci so imeli ekstremno dobro pozicijo s tem land between, ali bom pa pro domo suma, za zgodovinjer je rekel, od 60 let naprej tako imenovano kulturno-zgodovinski simpozij Modinci, ki je bil izmenično v Avstriji, Madžarski, Jugoslaviji, torej od Jugoslavije sta bila člana Slovenija, Hrvaška, od Madžarske 2 komitata iz zahodne meje, 2 deželi, torej avstrijski iz avstrijske vzhodne meje, pa bavarska. To so bila pač tiste od 50 let, torej pravzaprav, ko se je jugoslovanska meja po ureditvi meje z Italijo
začne odpirati, je ta predel, bom rekel, zahodni del Jugoslavije ena tistih točk, kjer je lahko ta interakcija vzhodne pa zahodne, ampak jaz ne bi uporabil tega zahodne umetnosti, konec koncev tudi, če so prej arhitekti rekli, da so se študirali, da so šli v Skandinavijo, 50 leta vemo, da ima Jugoslavija največjo svojo šolsko reformo, ki se poskuša poenotiti sistem, ga poenoti samo v tem, kar imamo, oprostite, takrat enega najbolj naprednih šolskih sistemov z 8-letko, ki ti omogoča pravzaprav večini prestop v srednjo šolo, da ga to narediš intenzivno. Od začetka 50 let pravzaprav pošiljajo vse te svetovalce pa izobražence, kam se ne igrajo gledati, v Skandinavijo. Oni od tam, torej, kako so socialdemokratske stranke na oblasti, pustimo zdaj vsebina, ki bo v šoli, ampak sistem, kako ga je treba odpreti, gremo študirati k Skandinavcem, ne? Sej, ko se začne to odpiranje Jugoslavije, ker Jugoslavija ga potrebuje za podporo, na začetku nihče ni verjel, da lahko zdrži več kot leto, dve, ne? Ko se obrne na vse strani sveta, da se obrani pred tistim Stalinovim žuganjem, ne. Takrat ena prvih stvari, ki jih naredi Edvard Kardelj, je, da gre v Skandinavijo predavati o sorodnosti naše usmeritve in socialdemokratske. To je en začetek tega odpiranja, o katerem sem prej govoril. Pa tudi sicer, mislim, da je ta razstava na nek način, lahko rečemo, da je padla na finto te ideologije, če govorimo na tak grd način, ne. Jugoslavija je delala svoj imidž načrtno po celem svetu. Ona je imela na Zahod obrnjeno propagando svojih človekovih pravic, ki jih v Sovjetski zvezi ni, ne. Imela proti vzhodu odprto, mi si lahko špogamo, česar vi ne morete, pa še kupimo lahko v trgovini tisto, česar vi nimate. Tito ni slučajno Hruščova, kljub vsemu svojemu odnosu do abstraktne umetnosti peljal na razstavo, kjer je Hruščov rekel, vi prva to lahko delate, ne? In tako naprej. In ne pozabimo tretjega sveta, tega postkolonialnega sveta, za katerega je Jugoslavija imela morda najbolj učinkovit pristop nebele, nekolonialne kulturne tradicije, ki je zelo močno deloval. Tako da na nek način lahko rečemo, da je ta razstava tej želji, temu imidžu vendarle nasedla, ne? Ampak, a klele... Samo še en detajl. Korčulanska šola je bila šola disidentov, ki jo je edino podprla Hrvaški centralni komite na skrivaj. Prava državna šola za zahodne mislivce leve orientacije bil Cavtat. In tam je pred kratkim tukaj gostujoči angleški filozof se pretvarjal, da ne pozna razlike, ne? Bil je pa v Cavtatu, ne pa v Korčuli. V Korčuli je bilo nekaj čist drugega, ne? Tako da in prepovedano in vse sorte in so nas pretepali po Korčuli, tudi ko smo hodili in je lastnik neke taverne uletel med kosilom in rekel, kje je ta Hegel, ki nam uničuje bratstvo in jedinstvo. In tako naprej, torej, veste, to je bila disidentska aktivnost, ki je prepovedana v nekem trenutku enostavno. Tako da ni bilo tako enostavno in na drugi strani je pa ta naklonjenost Zahodu zmeraj ni pokrivala oziroma ni pogosto pokrivala tisto, kar smo mi želeli, recimo disidentsko, drugačno, alternativno umetnost in tako naprej. Ne, vse to se čistim. Jaz sem hotel reči, da drug v vzhodni Evropi si seveda tega sploh ni dovolj, da bi imel konec koncev smo imeli še eno šolo za družboslovce, v Kumrovcu tudi, ne, pa z veliki arhitekturni dosežek, ki sedaj propada, ne. En hrvaški kolega, mislim, da je pregledal kompletne njihove arhive, koliko je bilo profesorjev iz cele Jugoslavije, koliko je bilo diplomantov, oziroma diplomantov in tako ni bilo, ker niso imeli splošno veljavne diplome in tako naprej. Hočem reči, da v Jugoslaviji se je to omogočeno, mogoče, da se pa še vrnem tistemu naročila ali ne naročila, pa kje so bili. Za eno točko v Sloveniji se pa spomnim pravzaprav, da je pa bil po svoje razpis, sicer me bo še Gojko tukaj popravil, ne, za parlament. Ko so zgradili slovenski parlament, je bilo že naprej rečeno, tukaj notri mora biti vsi predstavljena trenutna slovenska aktualna likovna umetnost. In seveda pa je bila komisija, kjer so eno delo so izločili ven, ne? Ker je pač bilo naslov dela, ki seveda ni imel z versko vsebino nobene zveze, ampak je bila samo simbolika, triptih je bil, torej na 3 stvari, ampak že ime je bil preveč, da bi tisto šlo noter, bila pa bolj socialna tematika, ki ne sme pokazati, da mogoče pa vsi nimajo dosti za jesti, ne? Ne, v bistvu to, kar sem govorila, je to, da se je množično opremljali hotele in podobne stvari z raznimi grafikami in tako naprej in tam recimo je zelo nerazčiščen, kako je do tega prišlo, očitno se to je dogajalo, ampak se nekako, ker kao ni bilo trga, ne, se je vse dogajalo za
pač mimo, ne, kot neka siva ekonomija. Ampak tukaj jaz vse ne govorimo zdaj o abstraktni umetnosti kot o nečem, kar malte ne nima vpliva. Ne, recimo kot nekaj, kar se ne da zares brati in zaradi tega to politika dopušča. Jaz tukaj nisem prepričana, da so bile te stvari tako nedolžne. Ne? Jaz si tukaj predstavljam, da te razstave so se nam dogajale v veliki meri zato, ker smo si pač mi želeli nekih kreditov in smo pač pustili potem, da se nam dogaja neka kulturna izmenjava in to prihaja v državo. Ampak tukaj si jaz predstavljam, da pa vse ni bila jugoslovanska politika dovolj modra, ker si predstavljam, da si je mislila, da ni ta stvar vplivna, je bila pa vplivna bolj, kot so si predstavljali. Ne? V bistvu to je neka ustvarjalnost, ki zagovarja zelo individualnega avtorja, neko tako pač usmeritev, ki pač je v umetnosti, saj v likovnike, izrazito ne solidarno področje, ki totalno kontrira nekim tem paradigmam socializma. Tako da, ne vem, mogoče se da kaj o tem reči. Čisto samo kratka opaska. Ja, na eni strani ta želja izpasti odprt, svoboden in tako naprej, na drugi strani sem pa prepričan, da so obiskovalce teh razstav popisovali. Verjamem, ampak ne gre za to, da se nam pač da je to en model ustvarjanja, delovanja, ne, kjer ustvarjalec zase zahteva veliko več in neko drugo obliko prostora, kot jo imaš na zahodu, da je to nekaj, kar se začne uveljavljati tudi preko tega, ker lahko to direktno so ljudje s tem v stiku in to tudi vidijo. Ne. Dejansko so te umetniki tudi prihajali sem, ne vem, mogoče klele je še naprej ena taka zanimiva fotografija ene komisije grafičnega bienala, če pogledate leta 1963, kakšni ljudje so izbirali, kdo se je prihajal v Slovenijo. Ne? To je bilo v bistvu neko kar močno kroženje na likovnem področju, ki pa je seveda potem prinašal sem neke ideje o trgu, o vsem mogočem in to mislim, da je bil en moment, ki je bil pomemben, ki je bil čisto kontekstualen in seveda potem tudi drugi je pa seveda ta, da abstraktna umetnost absolutno govori. Govori tudi preko tega, kako ji pripisujemo pomene. Ne? To se pravi, ne moramo nekako reči, država je to dopustila, ker to ni bilo laže prehaja kot beseda, ampak vseeno ne moramo pa to popolnoma depolitizirati. Bi rekel profesori na Akademiji likovnih umetnosti, teta prvi, ne? Pravzaprav Kalini pa Jakac, Mihelič in tako naprej niso ovirali naslednjih generacij, da ne bi šle v abstraktno umetnost. To je dejstvo, ker so tudi sami nekako razumeli, kakor da znotraj dela niso bili ovirani, ne? Ker kot smo že govorili prej, da so prenesli tisto odprej dalje in to mislim, da je bilo zelo pomembno zato, da tudi sami niso ovirali naprej, ker se tudi njih ni na teh točkah prav zares lovilno. Zelo redko in tudi klele se pogosto govori, da so bili politiki tisti, ki so kontrirali, ne? Ampak načeloma niti ne. Tisto, kar vidimo najpogosteje, so ljudje pa zveze borcev, ki si predstavljajo pač nek drugačen tip spomenika. Ampak znotraj teh struktur, pa saj znotraj likovnih je omejitev malo. Ja, na prejšnjem panelu smo odprli v nekem trenutku zame izjemno pomemben koncept avtonomije. In zdi se mi, da bi se bilo dobro vrniti mogoče v meri, v kateri se da, ker vseeno tukaj govorimo o jasno definiranih, precej elitnih skupinah, ker ne grejo stvari tako enostavno, ampak vseeno. Jaz bi se rada samo vprašala, koliko te naše debate, ki jih danes imamo, so dejansko nekaj, kar veliko bolj izhaja iz naše trenutne pozicije, kot koliko je nekaj bilo res relevantno. Zdaj verjamem, da so koncepti vzhoda in zahoda tudi v 60-ih letih figurirali kot pomembni, ampak ali so figurirali na isti način, kot danes govorimo o tem? Jaz bom samo kratko rekel, ravno imate tole odprt, gledajte, da se je v Ljubljani, zlasti v Moderni galeriji, toliko dogajalo, zaslužen samo en človek, ali predvsem en tale Zoran Kržišnik, ki je tam v prvi vrsti na koncu napisan.
Če njega ne bi bilo, meni verjemte, da ne bi bilo pol tega v Ljubljani. Kajti on je bil po eni strani trdno zasidran v najožjih vrstah udbe, to je znano, po drugi strani je bil pa zelo spreten fant in je bil tudi v mednarodni sceni. On ni bil samo tlele, ampak ta ali pa podobna žirija je bila tudi v Buenos Airesu, v San Paulu, v New Yorku, kjer hočete. Skratka, to je bila Smetana, ki je krožila takrat, tako kot so danes. Ne. Mi smo imeli srečo, da smo imeli enega človeka v Sloveniji, ki je to obvladal. A veste, obe strani te igre, ki je imela še facet ali pa obrazov. Hvala Ampak lepa. tukaj le... Ja, ker jaz pa te povezave, oprostite zgodovinarskemu pozitivizmu. Torej, tudi Lev, ki je prej rekel, pač, da so popiskovali obiskovalce, nikjer v nobenem poročilu tega nisem najdel, pa mi verjamete, da sem veliko poročil tovrstnih pregledov. Obiskovalci, torej mogoče ti so, pa njihove karakterizacije. O samih obiskovalcih pa ne. Konc koncev imate tudi drugi primer, ko ste vi Kržišnik omenili, kar sem jaz prvi Kostanjevic omenil. Vlado Smrekar, ki pač nima nobenih povezav oziroma je celo nezaželena oseba, pa uspe Kostanjevice takrat tudi narediti živopisno dogajanje v Kostanjevici izrazito likovno, kot sem mu takrat rekel v 50-ih letah Benetke na Krki, po domače rečeno, oziroma so ga v Ljubljani pol celo njegovi nasprotniki, kar pomeni politična oligarhija, pohvalili. To je pa ta prvi slovenski kulturnik, ki je uspel Ljubljano opero pa dramo ven iz Ljubljane, iz bajta ven zbrcati, da jih je nekam spravo, da grejo med ljudi nastopati. Ne? To hočem reči. Taki uspejo seveda do določenega trenutka, ker je pa želel Kreft prej omenil, če pa prekoračiš mejo, ko pa poskušaš v Kostanjevici pa narediti razstavo Franceta Goršeta, torej po domače rečeno emigrantskega slikarja, jasno, je že postavljena, par fotografij obstaja, je pa seveda samo po telefonskem klicu potem zaprta. Pa mogoče mislim, da je še Gojko Zupan prej takoj nasprotoval tisto za zvezo borcev, ne? To izrazito velja, se so najglasnejši pol v 80-ih letih. Predtem imamo pa takne ali drugačne prepire. Jaz sem samo bi vsem poudaril tisto, ljudje lahko gledajo interpretativno, marsikaj vidijo, kar mogoče tudi ustvarjalstvo vidi. Pa bom en banalen primer iz svoje še mladosti, ki sem ga vedno vlekel, po domače rečeno, Vesna film. Film Vesna. Po domače rečeno, ena scena se mi je tako dala, vedno sceno, torej, ko grejo oni trije na maturo in mama doma pravzaprav skoraj da moli, vzad vidiš pa senco ure na steno projecirano. Po domače rečeno, nekdo bi rekel kot verska motivika, pa jim je to pobegnilo, jaz sem pa nekaj drugega pomislil. Tista senca ure ima podobo slovenske kokoške na steni in jaz sem si vedno predstavljal, kva je režiser skril noter, Slovence ne bojo delavsko kmečko-proletarske klase rešile, ampak prihodnost Slovenije je v znanju. Jaz sem si pač podstopal to predstavljal. Prav hočem reči, pustimo ljudem, da si razlagajo. In tiste spomenike, ki smo jih prej videli, sem jaz prepričan, da jih je veliko ni razumelo kot socrealistične. Ja, hvala lepa. Ja, jaz sem se ustavila pri vzhodu in zahodu. Mi vemo, kaj se je dogajalo v 80-ih letih s tem. Jugoslovanska alternativna umetniška scena je na nek način prigrlila label vzhoda, kot nekaj, s čim lahko udre na globalno sceno. Ceno toga plačujemo še danes. Vi danes imate projekt Kuraž, ki se ukvarja z disidentstvom in vsi disidenti so enaki. Torej, en Žilnik ali en Lazar Stojanović isti kot nek, ne vem, domobranski emigrant v Argentini, ki se je ukvarjal z nekim umetnostjo. To se dogaja z našo zgodovino. In zato se mi zdi, da je zelo pomembno tudi, jaz bi rada vključila v to debato, ne samo to država in ostali, kaj je bila to trenje med nekim državnim aparatom pa elitami, kje je razred v tem, kje so drugi odnosi, a se to zrcali na umetnost, a se to zrcali na take prakse njihova razumevanja. Ja. Mogoče samo ena opomba, ne, te velike razstave, ki sem jih prej pokazala, to niso prišle v Ljubljano. V Ljubljano jih nihče ne bi
dobival, ne, recimo pred Bienalom, te velike ameriške in tako naprej. To je bilo čisto državna politika in so bile take, da so bile pač prirejene, da so po celi Jugoslaviji krožile, a ne. To se pravi, niso bile plod dela ene osebe ali pa neke določene scene, ampak so dejansko bile nekaj, kar je bilo pač v skladu z čist nekimi državno vodenimi momenti. Ampak tukajle, ko se že pogovarjamo o tem, ne, kako ampak mogoče tukajle smo pač hoteli nekako prav preiti na to potrošništvo, no, kot en tak poseben moment, ki se začne uveljavljati. Da. Da, zapravo je ovo dobar trenutak možda da sad pređemo ponovno na konkretno i na izložbu i na efekte koje je proizvela ili koje proizvodi. Sad dobro, ovdje smo još ovaj primjer dali koji je negdje vezan uz ovu temu prethodnu. Ali zapravo kada govorimo o strategiji, ovome što ćemo si zapravo sada govorila, šta znači iskoristiti priliku koja je pružena u smislu očito se otvorio taj prostor ili postoji interes na zapadu u ovom trenutku, također iz nekih geopolitičkih, strateških razloga, zašto je sada jugoistočna Europa, zašto je bivša Jugoslavija u ovom trenutku u Americi zanimljiva, zašto je MOMI zanimljiva u krajnjoj liniji, vjerojatno su tu kao i uvijek ekonomski razlozi u pozadini. Kako zapravo iskoristiti tu priliku, odnosno šta prikazati? I to je ono pitanje koje se ispostavilo u prošlom panelu, čini mi se, dakle, da li ići na one kriterije izvrsnosti, odnosno estetski kriteriji onoga što su bili neki vrhovi te produkcije, što je u krajnjoj liniji na kraju i ispala kao koncept na koji su se kustosi odlučili, ili ćemo zapravo raditi izložbu o tom vremenu, o životu u tom vremenu, odnosno recimo nekakav više kompleksniji pristup koji bi onda osvjetljavao različite zaista segmente života u tom društvu. Mislim da je problem kada se gleda, kada se historizira jedan ovako dugačak period, kompleksan period kroz izvrsne primjere arhitekture, zapravo upadamo u zamku toga da se na određen način falsificira slika toga vremena. Ne namjerno, naravno, to je ponovno, kao što sam rekla, strategija bitke periferne sredine koje se treba reprezentirati u centru. No, ono što se tu može postaviti kao pitanje je zapravo šta onda sadržaj, a sadržaj jeste onaj politički, dakle socijalizam, specifična varijanta jugoslavenskog socijalizma, na koji način je taj politički projekt prezentiran. I ako pogledamo malo bolje neke izložke i neke teme koje su na izložbi zastupljene, one afirmiraju zaista ovaj potrošački, ovaj kapitalistički upliv u projekt. Dakle, mi imamo na izložbi zastupljen dizajn, imamo zastupljen turizam, imamo zapravo sve one, rekli bismo, plodove, sretne plodove koji se iz zapadne perspektive vide kao neki benefit onog amalgama ili hibrida koji je ostvaren u Jugoslaviji, a da se pritom zapravo ne osvjetljavaju također negativni rezultati, to je klasno raslojavanje, stvaranje elitnih krugova koji u krajnjoj liniji onda i vrte negdje ovu produkciju kada je riječ o spomenicima. Naravno, ovi spomenici koji su prikazani na izložbi su samo onaj, rekli bismo, sloj, onaj koji reprezentira, kao što ste rekli na početku, kulturnu elitu koja odabire, koja participira u žirijima i koja odgovara upravo taj estetski izraz. Evo, sad sam se malo ja zapričala, ali negdje komentar zapravo na ovo šta zapravo znači ono što je izloženo u MOMI iz ove današnje perspektive. Taj moment, v bistvu ta moment potrošništva je blazno eksponiran kot nek pozitiven moment socializma in mogoče je pretirano
prikazan do te mere, da zgleda kot neka taka zelo splošna slika takratne Jugoslavije, s tem, da hkrati, to se pa še jaz spominjam kot otrok, ne, da je bila ves čas neka želja po stvareh iza meje. Ne. Skratka, nekako kontradiktorno mi nastopa ta moment, ne, tega poudarjanja, tega dizajna, seveda se dogaja, ne, ampak hkrati pa pač ni nekako nujno realna slika, ne, Jugoslavije kot neke zelo zdizajnirane države in dejansko vleče ven ta kapitalističen moment kot nek pozitiven moment socializma. No. To dvoje, če se da nekako nasloviti. Razen vaju dveh, ki ste na razstavi bili. Kdo je od ostalih videl razstavo? Samo to. Niso videli razstave, po moje nobene, niti ni mišljeno. Vprašanje je samo, da kontekstualiziram. Čist kratko. Potrošništvo ima seveda čist drug pomen, če pomislite, da za na začetku 60 let lahko prvič dobite pomaranče razen pred Božičem in da na koncu tega lahko že za kredit kupite avto. Ne? Se pravi, potrošništvo je takrat bilo znak jugoslovanskega socializma, ne samo uvajanja trga, ki se je tudi uvajal v tem času, pa liberalizem. Bil znak tega, da je to socializem, v katerem ljudje ne trpijo do konca, dokler ne bo šele prišel tisti pravi način življenja, ampak mora že sprotke od tega imeti. In ta način, ki pomeni seveda, da se vlada s hegemonijo, ne pa za diktaturo, ne, ta način je tisti, ki je prinesel to, recimo, socialistično blagostanje, ki seveda pomeni trg. Brez trga tega blagostanja jasno ne more biti. Ne. Sej, zakaj bi moglo biti potrošništvo nujno samo kapitalistično? To je zdaj vprašanje. To je temeljno vprašanje. Zakaj ne bi ljudje smeli tega imeti? Konec koncev pogledamo še nekatere ideje. Razstava zgodovina NDR-a v Novem muzeju NDR-a v Berlinu. Evo, poglejmo. Jugoslovanski turizem, ki je bil že prej večkrat omenjen, mi smo govorili o velikih hotelih, konec koncev sindikalni domovi, vemo, da se je takrat bistveno večji procent tega prebivalstva iz tega ozemlja lahko privoščil počitnice na morju, kot si ga sedaj. Torej, zakaj je torej to nujno zgolj in samo kapitalistično? In recimo, evo, glih pomislil sem na ta muzej NDR-a. Torej, tam prikazuje, računajmo, nudizem se je začel v koncu 19. stoletja, pravzaprav v Nemčiji, Franciji in tako naprej, in tam je lepo prikazano. Zdaj računajmo, v tem času pol množični turizem z nudizmom imamo v NDR-u pa na Hrvaškem se razvija, jasno, da kapitalistični svet, torej na Zahodu, ZRN ima krščansko demokracijo, tam ga ni. Po domače rečeno na oblasti. Torej, meni se zdi, zapravim, jaz sem že na začetku rekel, vedno to vprašanje, ko zahodnjaki gledajo na vzhod, pa mislijo, da za železno zaveso je pa vse drugače. To se mi zdi približno tako, ko sem na eni konferenci enkrat poslušal eno pravno zgodovinarko, ki je pač preštudirala ustavo Sovjetske zveze in pol aplicirala vse vzhodno od železne zavese je bilo tako, da pri nas ni bilo vladavine prava zaradi tega, ker nismo imeli ustavnega sodišča. Pa sem rekel, mi smo imeli 4 ustave in od druge naprej imamo že ustavno sodišče. A ja, a res? Jaz sem rekel, dajte pa to prvo prebrati, predtem to vehementno razpravljate o tem. Torej, to je pogled zahodnjaka, ne? Po domače rečeno. Na enem od prejšnjih komentarjev je bilo pač tudi napisano, tistih komentarjev razstave sem prebral, pač imamo arhitekturo teh hotelov, imamo arhitekturo tega, nimamo pa arhitekture offshore, torej taborišč, torej mišljene na golega otoka. Jaz ne poznam, vi bolj poznate arhitekti. Koliko je že bila razstava o arhitekturi Guantanama v Momi? Ne? To je točno pa človekove pravice, po domače rečeno. Ko sem prebral, da je to enkrat lani v eni razpravi, ženske, v Franciji ženska do 60 let ni smela imeti, konc 60, ni smela imeti bančnega računa, če je bila poročena. O čem se pa pogovarjamo mi? Torej, govorimo o teh naših omejitvah. Ampak oni mislijo, da je bil pri njih svet idealen. Ali pa oprosti, ker samo na kratko, muzej v Miamiju, po domače rečeno, en mali panelček je bil, da so tukaj včasih stanovali, ne panelček, samo en odstavek, tukaj stanovali Indijanci Seminole, preden so Belci prišli in je povedano, da so zdaj
po domače rečeno nekam stisnjeni. Potem sta bile pa dve veliki panela, pa to namenjeno, kako so Indijanci v času priseljevanja belcev masakrirali eno belsko familijo. Ne? To je pač ameriški prikaz. Veste kaj, v tem primeru ne gre za zahodnjaški pogled, ampak za pogled nepoštenega znanstvenika, oprostite. Zelo enostavno. In tega smo imeli v ogromnih količinah. Ne? Med vojno to je bilo tisto, ko so feministke ameriške z fondacijami iz krajnje desnice prišle v Evropo in so nam rekle, dajte nam podatke, mi vam bomo dali teorijo. Ne? In to je tako šlo kar nekaj leta. Ne? Torej, nekaj, kar ste vi omenili, kar me je zelo zaintrigiralo, ali je res abstraktna umetnost bila brez političnega pomena. Jaz mislim, da ni, da imate popolnoma prav. V določenem smislu se to lahko vidi že v drugi polovici 70-ih let, ko je ta brutalizem skulpturalni, predvsem spomeniški, dobil folklorne karakteristike. In recimo v Kruševcu cela serija spomenikov z kneza Lazarja in ostalih, kjer imate folklorne detajle, pa Džamonja ima folklorne detajle in potem seveda še Bogdanović, ki ima folklorne detajle, ki jih moraš prebrati, ne? Na abstraktnem, recimo ta primer, ni boljšega. Ne? To je pač mistika stečkov, ki se prenaša v sodobno skulpturo. Torej, ta prehod iz nepomena v pomen je izjemno nevaren, kar pravzaprav na koncu poti je nacionalizem. Tako da se to lahko poveže z padcem liberalizma v Srbiji in na Hrvaškem v začetku 70-ih let, ne, tisto veliko čistko, ki je Tito izvedel. In na drugi strani je recimo bilo tudi pametnih potez, recimo Hrvaška komunistična partija je omislila feminizem kot najboljše zdravilo za nacionalizem. In je financirala prve feministične zbornike in feministične oddelke in predavanja. Rada Iveković je začela predavati v tem času. Torej, nekatere ideje so bile izjemno koristne, nekatere pa so res končno v 80-ih po smrti Tita, po tistem otapljanju, bi rekli, začeli z nacionalizmom. Tako da tudi v abstraktni umetnosti je bil način. In še en dokaz, kar se tiče potrošniške družbe. Potrošniška družba ni samo bogatstvo in kupovanje slik in grafik. Potrošniška družba je tudi to, da nekateri umetniki živijo v popolni bedi. Oziroma, da nimajo dela, da se preživljajo kar tako na ulici, brezdomcev, med umetniki je bilo kar nekaj, jih poznam, te beogradske folklore, ne? Kar nekaj primerov. Torej, ni samo kupovanje neka karakteristika, ampak je tudi beda, revščina in ostalo. Še en moment, mejhen. Mi se pogovarjamo seveda jasno ob tej razstavi o likovnosti in arhitekturi, ampak političnost abstraktne umetnosti dobi vsaj v Sloveniji tisti trenutek popolnoma drugačen subverzivni pomen, če se preselimo v književnost, kjer vlada nacionalna literatura s podporo partije. Ampak mogoče zdaj pač ta razstava seveda je lahko en trigger za razmišljanje o tem, kako potekajo zdaj procesi zgodovinjanja, kje so težave, ne? Kaj je zdaj tisto, kaj se želimo spomniti od nekega preteklega sistema in kaj se morda ne želimo spomniti. Ne? In tisto, kar bi jaz na vsakogar od vas naslovila kot eno tako vprašanje, je, kje mogoče vi vidite največje probleme zgodovinjanja bivše Jugoslavije. Ne? Ker tukaj je pač zadeva taka, ne, da recimo imamo pogosto tudi neke kombinacije, ki niso nujno lahko, ko zgodovinimo najbolj posrečane. Konkretno tukaj imamo arhitekture in spomenike, ki sta v bistvu dve področji, ki si nista najbolj blizu, ne? Ki sta na določenih stvareh sta si blizu, na določenih si nista. Ne? Arhitektura vseeno ima nek tak večji moment te funkcionalnosti, spomeniki pa kot nekaj, kar ima
ne vem, če primarno, ampak en tak velik delež tega pač sodelovanja tega likovnega področja, je pa seveda nek drug moment. Umetnostna zgodovina je nekaj, kar lovi nek predmet, ki ga kanonizira, zato da mu raste cena in tako naprej, kar je v nekem disparatnem odnosu recimo do arhitekture. In tukaj recimo sta se pač združile v zgodovini dve stvari, ki zdaj nekako recimo strižeta in lahko pripeljata do enih takih recimo neposrečenih momentov v interpretacijah. Ampak to je recimo zdaj nekaj, kar je nek moment konkretno vezan na to razstavo. Kje vi vidite največje probleme, kje se vi srečujete, kje vi vidite, da se pač dogajajo tudi neke mogoče škodljive napake ali škodljivi momenti. Ne vem, kdorkoli si želi. Mislim, da je problem ta začeten, danes, ko se vse projektno dela, kako spraviti skozi in dobiti podporo za projekt, ki je jugoslovanski, ne samo po imenu, pa po sestavu. Tisti trenutek, ko nimaš sestava iz vseh dežel Jugoslavije, tisti, ki želijo preseči nacionalni kontekst in misliti jugoslovansko to zgodovino preteklo, ne pa jo misliti nacionalno kot prisvajanje za nacionalno zgodovino, kar se tudi dogaja in se bo dogajalo, vsega tega se bo prisvajalo nacionalno in dobivalo nacionalne note, tudi s temi mitskimi elementi in tako naprej, to še lažje. Temu se upreti v takih projektih, to pomeni seveda iskati financerje, ki bojo pripravljeni take ekipe financirati. In to je danes v nacionalnih državah in njihovih razpisih hudičevo težko. Pa še nismo vsi v isti strukturi, eni smo v Evropski uniji, drugi nismo in tako dalje. Skratka, tudi evropska sredstva ni vedno lahko dobiti zraven, čeprav se jih dobi nažalost lažje kot domača za take teme. To se meni zdi osnovni problem. In potem seveda to prehaja tudi vsebino. Če vi nimate jugoslovanskega tima, da to dela, ne boste prišli do jugoslovanskega rezultata. Ja, nazaj eno. Nema ti mora. To je projekt, ki je bil predviden, potem ste imeli reakcije strani največ Zveze borcev in to je pač potem realizacija. Ta komparacija. Ja, problem vsake interpretacije, problem vsake razstave, bodi si da jo na umomi ali tle nekje pri nas je v tem, da nujno mora imeti ambicijo ponuditi neko koherentno naracijo, ker sicer nima smisla. Zgodovina pa ni koherentna. In jaz bi zelo rada prišla do momenta, ko bi se mi lahko o zgodovini Jugoslavije pogovarjali ne preveč obremenjeni z večino konceptov, ki smo jih tudi danes morali dotakniti. A moramo vedno razlagati, da je to vseeno bila normalna država. A moramo vedno razlagati, da so ljudje tudi normalno živeli v tej Jugoslaviji. A lahko govorimo o civilizacijskih dosežkih, ne da bi se upletali vse te zgodbe. Vem, tako razstavo ne bi prodali MOMI, to je drugi del problema. Mi smo danes ujeti v svet, kjer smo prisiljeni prilagajati določene zgodovine lahko berljivim naracijam tem, ki sedijo na položajih moči. Danes se veliko piše o problemu rase v Jugoslaviji in socializmu. Seveda problem rase v Jugoslaviji je bil zelo pomemben, ampak ne na način, kako se o tem danes govori, ker edina vizura razmišljanja o rasi je kolonializem. Tu ne pridemo nikamor, ampak to je trenutno hot topic. Drugi hot topic je seveda, odkrivamo na novo, da so v Jugoslaviji obstajala socialna nasprotja in trenja. Seveda so obstajala. Saj celo v Vročem Kaju smo imeli pisma bralcev, ki so jamrali, da nimajo stanovanja in ne vem kaj. Tako da na vsakem nivoju te družbe se o tem pogovarjali. Zame je osnovni korak na nek način normalizirati to državo. Govoriti o njej tako, a je nujno potrošništvo samo kapitalistično? A je meja med socializmom in kapitalizmom res jasna vsem nam in nasploh? Seveda ne. Tako da jaz sem za neko normalizacijo in malo več poguma, malo več ignoriranja pričakovanj, da moramo vse razlagati, vse utemeljevati, preveč politične korektnosti.
Težko je dodati k tema dvema predhodnikoma. Kaj prvi je že povedal, da dokler nimamo tima na široko, meni se zdi bo sicer po drugi strani bolj realno še vedno tudi kakšne, kjer smo vsaj organizacija večjih simpozijev, ki je bolj realna, kjer bi pač prišli iz kompletnega ex-jugoslovanskega prostora, pa še tukaj vidim eno težavo, pa bom dal kar konkreten primer, v Zagrebu, tudi ko sem bil na konferenci o disidentstvu, ne, je bilo že točno tisto, kaj sploh pod tem pojmom razumemo. Torej, ti se moraš prvo vedeti, o čem se boš pogovarjal. O čem se bomo pogovarjali, ko bomo govorili o socialnem realizmu, o socialističnem realizmu, o abstraktni umetnosti. Torej, moramo imeti že sploh izhodišče, po domače rečeno, razdelano, ki ga pa večinoma še nimamo. No, pol pa še toliko korektnosti, eni pač pišemo prijave, tako ko jih pišemo in smo zaradi tega 100% neuspešni. Pač tako je pač. Samo nekateri smo še vedno 100%. Ja, prvi korak je nedvomno utrditi termine. Prvo, ne govoriti o bivšoj pre-Jugoslaviji, nekdanji Jugoslaviji, ampak govoriti o Jugoslaviji, ki je zgodovinski fenomen, tako kot je Francija po francoski revoluciji, še zbiraj Francija in tako naprej. Torej, Jugoslavija kot zgodovinski pojem, seveda nekakšna humanistična struktura, inštitucije oziroma univerze oziroma postdiplomski študij iz jugoslavistike bi bil prva osnova, da se resno govori o Jugoslaviji, da se izkoriščajo še žive priče, da govorijo o tem čim več, da se to zabeleži, da to ostane in da na osnovi tega nastanejo nove študije. To je ključno, torej epistemologija, univerza, metodologija in logika. Nimamo kaj, to je nekako osnova, da govorimo o Jugoslaviji. In s tem bomo pobegnili od stereotipov, ki se ponujajo zunaj. Jaz sem imela takšno izkušnjo, da sem v osnovi v evropskem projektu napisala zbornik, ki so od mene hoteli balkanske ženske oziroma metodologije izučevanja balkanskih žensk in je knjiga na projektu so jo odbili, čeprav so bile najboljše avtorice iz področja bivše Jugoslavije z obrazložitvijo, to ni Balkan, ki ga mi poznamo. Fino, čao. No, govorimo o res škandaloznem odsotstvu občasno znanja in osnove za študiranje Jugoslavije. Drugo, kar se tiče razstave v MOMI, jaz sem se skoraj razjokala, ko sem videla na fotografiji vse 3 telefonske aparate, iskrene, ki sem jih imela v Beogradu in Ljubljani. In pa seveda televizor, tisti oranžni in kraljev stol in vse ostalo. Torej, izjemno je pomembno, da se nekaj od te empatije prenese, da se ta empatija kaže in seveda kot znanstvenica zelo dobro poznam ogromno moč empatije v znanstvenem diskursu tudi, ne? In to bi morali izkoristiti, da govorimo. Torej, zapisati, da ne bi nostalgija poharala vse, kar imamo od bivše Jugoslavije, ker nostalgija je izjemno nevarna, zaradi tega, ker je nekritična. Torej, dokumentacija, popisovanje, lieu de mémoire, zabeležiti enostavno, videti v kakšnem so stanju in na osnovi tega pač organizirati novo humanistično disciplino. Problem ni samo v nacionalnih državah, ki ne bodo nikoli plačale tega. Problem je v Evropski skupnosti, ki uničuje humanistiko že več kot 15 let. Na tej točki lahko rečem, govoriti o normalnosti preteklega obdobja je zelo težko, dokler obstajajo take motnje, ki jih je lepo opisala gospa Grgičeva v zadnji sobotni prilogi na temo brutalizem socializma in Petersona. Ne? In te motnje, ki imajo politično tendenco proti normalnosti in proti objektivnosti, še vedno obstajajo in motijo zgodovinarje pri njihovem delu. Če se pospijo zmotiti. Ja, gre za kritično maso. Gre za vprašanje kritične mase. Ja, pa sem še en stavek povedal. Tisti, ki v javnosti tako preferirajo kot zgodovinari,
pa imajo največje konotacije, pa so v javnih medijih predstavljeni kot zgodovinari, večinoma nimajo osnovne izobrazbe iz zgodovine. Sem to, da se razumemo, ti so prikazani kot zgodovinari. Tisti, ki jih imamo tako predstavljene, običajno niso. Sem mimo gde. Ja, to pa ja. Jaz sem samo rekel kot zgodovinar. Pravim, da to je približno tako, kot da bi rekel enemu, ki je nekaj skiciral arhitekt, pa se boste upravičeno pobunili, ne? Ta debata zdaj gre spet neko svojo pot, čeprav smo že šli v smeru zaključovanja. Tako da jaz bi se zahvalila vsem, ki ste zdržali vse do zdajle, predvsem pa najinim gostom, Alešu Gabriču, Tanji Petrovič, Levu Kreftu in Svetlani Slapšak. Tako da hvala. Naj se še jaz vsem zahvalim in posebej Beti in Sanji, da sta prevzeli moderiranje te okrogle mize in želim vsem skupaj en prijeten večer. Hvala.